Dober dan. Servus. Dober dan, dober dan. Rekla sva, lokalne volitve sva že obdelala, regionalne, pokrajinske pa morava obdelati. Ne? Nastavek je ugotovitev, da so na regionalnih pokrajinskih volitvah v ljubljanski nadškofiji zmagali frančiškani. Frančiškani. Na dan svetega Frančiška smo izvedeli, da frančiškan postaja ljubljanski nadškof, govoriva o gospodu Zoretu. Narediva kratek načrt, kaj mora danes obdelati, to se pravi frančiškan. Kaj, da bi kazalo dala zdajle? Kazalo, ja, na hitro, to se pravi, zdajle se bo lotila novega nadškofa, vse pod vidikom Slovenija, quo vadis, ne. Kam greš in bo potem še malo Bratuškova verjetno morala obdelati, ne. Pozicijo Slovenije, ne. Ja, pa še svet rešven, čist na konc. Ok, ja. Frančiškani, ne. Ja. To so skromni ljudje, če jaz prav razumem. Ideja je skromnost. Ideja je skromnost, ja. Ja. Pa mir. Ti se boš spomnil na tem istem mestu, ko so se mi do takrat pogovarjali, ko je zmagal za papeža neki Bergoglio. Ja. Bergoglio, ki se je izkazal za čistega genija in človeka, ki celo resno misli to, kar govori, ne. In takrat nisva vedela natančno, ko si je nadel ime Frančišek, za katerega Frančiška gre. Se spomniš, ko so potem oba dva raziskovala? Sva mislila, da gre za Frančiška jezuita, ne? Ki je po Indiji hodil. Pa, ko sem jaz potem naknadno zvedel, tam niti ni bil na nekem mirovnem poslanstvu, ampak precej... Je pač imel namen spreobračati, ne? Ja. Ampak to, ne, da je jezuit vzel ime Frančiška Asiškega, ne, je takrat sva rekla, če je to res, ker še niso vedeli, da to je res, potem čez par dni pokazali, da je res, potem je to zelo velika stvar, to zelo velik simbolni naboj. Bi to imeli in skazalo se je, da je bilo to res, ne. No, in iste občutke imam zdaj z imenovanjem gospoda Patra Zoreta za ljubljanskega nadškofa, se pravi, spet so bila dana simbolna poročila. Frančišek Frančiškana na dan Frančiška, ne, in v slovensko situacijo, ki je pregreta za negativnim kapitalom oziroma s kolapsom, oziroma kapitalskim kolapsom, s pregrešno drago, pregrešno domnevno bogato, ne, se pravi skoraj da bogato katoliško cerkvijo, katere program v bodoče naj bi bil bodi revna, bodi pač evangeljska, zvesta svojemu programu, ne. Ta sporočila so zelo huda, zelo močna, ne. Potem skoraj da ne more biti dvoma, ne. Ja, ampak zavidati je bodo speljana, ne. V Vatikanu se je vozni park najprej zamenjal, ne, pa ja. Rezidence so postale izjemno skromne. Pri nas zdaj post festum postaja jasno, ne, kako razkošno rezidenco si je omislil za upokojenski čas kardinal Rode. To sem pa gledal v de facto. Ja, razljivo, ne? Zdaj... Zelo estetsko, mimogrede. Zelo je, estetsko. mislim, je za... Na največjem ravni, ne? Je, ne, samo zdaj gre za to, ne, a je ta inštitucija pač nek nadomestek aristokracije, ne, se gremo pač nek aristokratski tip elite, ali pa gre pravzaprav za, ne vem, kako bi se temu rekli, pastirsko poslanstvo, ne, ali pa... Razočaranje je bilo v tem prostoru toliko, da si skoraj ne znam predstavljati, kako bi ti ljudje dobili nazaj zaupanje nas smrtnikov, ne, ki smo imeli do te inštitucije oziroma do tega evangeljskega sporočila nek odnos, ne, in tudi do tistih, ki ga niso imeli so pa spoštovanje oziroma nespoštovanje, ne. Skratka, ta naloga je tako rekoč za mene, če oprostiš Mission Impossible, skoraj da nemogoča naloga, ne. Skrb bi bila pa takale, ne. Jaz sem se nekoč slučajno pogovarjal z enim tudi frančiškanom, ki je po kolapsu mariborske škofije in sploh po simbolnem debaklu celotne katoliške cerkve, ne, rekel eno zelo globoko misel, ne. Rekel, zdaj je pa cerkev obsojena na poštenje, ne. Ja. Bojim se, ne, oziroma moj strah zdaj v tem konkretnem primeru bi bil, ne, da bi vsa ta
vsa ta simbolna prtljaga ali pa če hoče vsa ta simbolni instrumentarij, za katerega je zdaj poskrbljeno, služi tej fasadi, ne? Obsodbe na poštenje. Zakaj? Ker ne moramo pač slučajno biti nič drugega kot pošteni. Ne? Ampak po drugi strani, ne, je pa tako, ne, vsakemu politiku, tudi Alenki Bratušek, če se spomniš, ko je postala, tudi Janši, ko je postal, tudi Cerarju zdaj, ko je postal premier, ne, smo vedno dali tistih 100 dni priložnosti. Ne. Jaz mislim, da če kdo si zdaj tudi pater Stane Zore zasluži polno priložnost. Sprav, zakaj bi že na zalogo sejali pesimizem ali pa prihodna razočaranja, zato bo še zadost časa. Ne. Tako da jaz mislim, da si res zasluži. Ne morem si pa pomagati, da ne bi rekel, da sem skeptičen. Ampak ne skeptičen v tem smislu, da mu ne bi zaupal ali karkoli tazga, ampak zdi se mi, da je v Sloveniji folklora že ta, ne, da se izbira ljudi, ki kažejo neko priložnost. Tudi za Bratuškovo so takrat rekla, točno se spominjam, kakorkoli jo že gledal, jaz osebno sem celo rekel, da ne bi volil za njo, ne, ampak zbuja pa vtis, da nikomur nič slabega noče. Ne. In po enem letu, ne, bom rekel, teh umestnih stanj, se kaj zgodi v človeku. Ne. V današnjem trenutku in to, kar vidimo zdaj, ne, s to samo kandidaturo, s to strašno karieristično željo, s to samo promocijo in tako naprej, predvsem zbuja vtis, ne, kot da so vse tiste vrline skromnosti in vsega tistega, kar jo je takrat delala, na nek način nekako simpatično šle v stran in da se kaže samo tista stara slovensko stremuštvo, ne. Preplezati nekam naprej za vsako ceno in tako naprej. Ne. No in tega se bojim in to pri Patru Zoretu nočem izpostavljati zdaj kot, da tako bo, ne, sploh ne. Mogoče to že bolj govorim na zalogo, preventivno, da se kaj takega ne bi zgodilo. Ker se tudi, recimo, ko je Franc Rode nastopal v mesto, ne, saj jaz osebno sem ga takrat komentatorsko spremljal z zelo prijaznimi temi nameni, ne, tako, zdaj je priložnost, treba je to narediti, družbeno se treba tako vzpostaviti, ne. A veš, in vse, a veš, tist ne vedel bi, kako se v strup prebrača vse, kar srce si sladkega objeta v Sloveniji dejansko funkcionira, tako rekoč iz dneva v dan, ne. In to bi šlo pod geslo Ko vadi Slovenija. Jaz mislim, da to frančiškansko sporočilo bi bilo sporočilo generalnega značaja, ne. Ali Slovenci znamo generirati osebnosti, ki se v prvi priložnosti ne spridijo, predtem se pa ne spridijo, zato ker niso imele priložnosti. Ne. To se mi zdi, ne. Lej, mislim, ostajava pri isti temi, ne, ampak na točki kazala 2, ne. Ja. Jaz sicer nisem gledal detajlov celotne audicije Alenke Bratušek na bruseljskem parketu. Komentarji so pa strupeni, ne. Mislim, z izjemo njenega kolega iz Liberalne internacionale Iva Vajgla je se znašla pod navzkrižnim ognjem, na eni strani konzervativne Evropske ljudske stranke, na drugi strani socialistov. Predsednik komisije ni nič rekel. Dej, morda se danes, ne, tekom dneva še kaj zgodi, dan je še dolg, ne. Zdajle je sreda, malo čez poldne, ne, tako da lahko se zadeve obrnejo, ne. Ampak samo zaslišanje je bilo pa mučno, ne. Ja, tukaj je nekaj parametrov, preden pademo na pavšalno sodbo, ki je zelo všečna, ne. Recimo na pojavni fasadni ravni je treba že povedati, da je bila Alenka Bratušek za nič, ne. Se pravi, da se je slabo izkazala, da je dosegla negativne odzive in to v evropskih medijih, v evropski politiki in tudi v slovenski javnosti. To je nekaj, kar se je zgodilo, ampak te stvari so včasih vedno zelo enostavne na prvi pogled, ne, pa včasih dobro pogledati, vsaj predpostaviti, da obstajajo še drugi parametri in si jih predočiti, ne. Prvič bi jaz rekel to, da se prvič dogaja,
da Evropska komisija postaja politična, ne tehnična. Ne. To je že prvi zelo pomemben vidik. Drug pomemben vidik je to, da je Juncker dobil zdaj mandat po semi-političnem ključu na demokratičnih volitvah, ki so imele vmesen buffer, vmesno stopno. Se pravi, niso bile direktne, ampak so bile indirektne z nekimi direktnimi obljubami. In tretjič je treba povedati, da Angeli Merkel oziroma nemški vladi ni bilo všeč, da Juncker postal kandidat. Ne. Bilo pa je vnaprej napovedano, da bo, če zmaga ta opcija na evropski ravni. Se pravi, že tukaj gre za zelo močen političen naboj in Angela Merkel je imela to politično kulturo, da je po prvih omahovanjih vendarle rekla, v redu, podpiramo Junckerja, zato ker smo tako rekli. Skratka, beseda je padla. Nelagodje je pa ostalo. Potem je četrti podatek, da Juncker velja za izredno trmastega politika, izredno trmastega in da uveljavlja tisto, kar si on zamislil. In zato tudi ima nekatere svoje sovražnike. Peti podatek je ta, da je Alenka Bratušek političarka, ki spada, tako kot si ti zanč lepo povedal, v križanki, ne? Kot idealen kandidat, ne? Kot ženska, kot bivši premier in kot ALDE, se pravi kot politična skupina, ki pa absolutno nima večine v parlamentu, ampak sede v Junckerjev plan. Čisto preprosto, master plan, koliko bo mu teh kvot, onih kvot in kako se bo ta stvar razvijala. Nekateri pravijo, da mu je všeč, pustimo to ob strani. Ne? Ampak naslednja točka, ki je pa verjetno najpomembnejša, pa to, da Alenka Bratušek uživa nesporno koalicijo sovraštva do same sebe. Iz strani socialistov slovenskih in iz strani konzervativcev slovenskih. Ne? In da so ti verjetno naredili popolnoma vse, da so zlobirali vse kolege v svojih internacionalah. S tem, da vladajoča stranka pa niti ne ve, v katero internacionalo bi sodila. Ne? Naša trenutna, ja. Ampak tudi nima, ja, seveda, zdaj tudi nima na evropskih volitvah v Bruslu nima svojega lobija, ne, svojih kandidatov. Mislim, ampak tako, ne, v nekem doglednem času ne, bo stranka Mira Cerarja morala povedati, pa smo bolj socialisti, smo bolj liberalci, smo bolj konzervativci, kje smo. Ne. Tako, ampak v samem Bruslu, v samem Evropskem parlamentu, ne, gre za vse kaj drugega kot za neko res korektno demokratično sliko, ampak gre preprosto za lobijsko sliko, ne, kar nastopu Alenke Bratušek. Powerplay gre, ne? Za powerplay, točno to. Gre za powerplay, se pravi za igro moči, ne. In še nekaj treba povedati, kar seveda olajšuje Alenki Bratušek njeno muko, ampak nič ne spremeni njenega nastopa, ne. To je pa dejstvo, da se pojavljajo komentarji, da so bili pač nekateri visokooktanski kandidati, naprimer Moskoviči, ne, pač za finančnega, se pravi iz Francije, slab in da so ga zato, če žrtvujejo Alenko Bratušek, pripravljeni ohranjati. Skratka, gre za čist navaden bazar, za trgovino, za nekaj umazanga in to je vse skupaj iz tega dela in velik cirkus in šarado. Ne. Tako da, poleg tega se je pa prejle oglasila Alenka Bratušek sama in poudarila, da so ji zaspinali že v bistvu idejo, da bi ona sama odstopila, zato ker je bila pač slaba. Da je bila pa slaba, so se pa domenili v svojih komentarjih, pravi, ne? In ves ta spin prihaja iz Slovenije, je rekla. Ne? Recimo, da gre resnica nekje posredi, da ona ni bila najboljša, ampak da hkrati so jo pa naredili za slabšo, kot je bila. Recimo, da je to ena taka milostna sredina, ampak pomembno ob tem, so pa pač ti drugi detajli, ne, tisto, kar je nekako ušlo oziroma kar je pa povedala, da ona se je res da splošno izražala na teh predstavitvah, ne konkretno, kar so poslanci zahtevali, da se izraža konkretno, ampak da so se tako na ravni njenih svetovalcev, ki sežejo pač vse do komisije oziroma do bodoče komisije, da so se na ta način dogovorili, da bo splošno govorila in da ne bo konkretna. Ker v nasprotnem primeru bi bili pač tisti glasovi, ki so jo čakali na nož, še bolj neusmiljeni. In najmanj, kar lahko na to rečem pod črto, je, da ne vem, kje je resnica. Ne? In to je slabo. To je slabo, ne? A veš, zdaj, kaj je energetika? Ne? Več, evropska energetika je presečišče bitk, premogarji, ekologi, jedrske elektrarne, hidroelektrarne, obnovljivi viri energije, naprednimi tehnologijami, Rusija, Ukrajina.
Lej, ni kar ni, ne, v energetiki. Ne. Ja. Ni kar ni. Ne. Zdaj, če gremo gledati pač historiat vojen po letu 1950 v širši in ožji okolici, ne, povsod bomo našli energetski razlog, ne, za vojne na Bližnjem vzhodu, za vojne na teritorijih nekdanje Sovjetske zveze in tako naprej. Ne. Mimogrede, to tudi bil razlog, da se je Evropska unija združila, ne. Ker se je začelo z idejo o premogovni uniji. Ne. Tako ja. Je, ne. Bolj kompleksne stvari ni, ne, v Evropski uniji, ne. Je pa seveda vprašanje, ne, pravzaprav kakšen razmislek je bil pri samem Junckerju, ne, da je zavestno odigral potezo, ne, podpredsedniško mesto zaupam osebi, za katero vnaprej vem, da gre za politično šibak lik. Prvič iz majhne države in drugič iz tretje, se pravi najšibkejše koalicijske stranke. Ne. Kako to, pa hkrati še, to je treba reči, ne, Alenka Bratušek je politično neizkušena, ne. Njena kilometrina znaša 2 leti. Ne. To je za političarko vrhunskega formata majhna kilometrina. In vendarle, ne, se je pri tem šahu Juncker odločil, da za tako pomembno funkcijo zaupa politično šibkemu liku. Ne. Zakaj? To je zelo pomemben vidik, ne, in to bomo v prihodnjih dneh mogoče... Mislim, zato, da žrtvuje to figuro? Lahko bi bil to strelovati, ne. Lahko bi bil to funkcijo strelovati. Ne veš, ampak ko sem jaz poslušal zadnje soočenje v Bruslu, takrat, ko je Juncker bil, se pravi, to je bil njegov drugi nastop, oziroma drugi nastop, v prvem nastopu naj ne bi briljal, v drugem nastopu je za mene bil z odskokom najboljši. In to predvsem zaradi tega, ker je najmanj govoril, kar je povedal, je imel pa neko težo. Dajo je vtis neke resnosti. Ne. Schulz, ki je zdaj šef parlamenta, takrat je bil za mene prav tako, bom rekel, razigran in neresen. Ne. Potem je bil Verhofstadt, kandidat liberalcev, najbolj simpatičen, ampak kako ne rečem, poetsko vznesen in tako naprej. Kandidatka zelenih, mislim, da je Keller pisala, tako naprej, je bila romantično nerealna. Juncker je bil pa stvaren, ne. In se je nekako videl, da zna šah igrati. Ne. Takrat, se pravi, gre za izredno izkušenega in verjetno imajo tisti prav, ki pravijo, da je trmast politik, in me bo prav zanimalo, kaj bo njegova naslednja poteza in kako bo to stvar speljal. Ne. Seveda zdaj v ozadju, slovenskem ozadju so še dvojni interesi. Eden je seveda položaj prejšnjega komisarja Janeza Potočnika, ki bi bil in on uživa ugled tam, ne. Hkrati ga pa menda ne podpira industrija, zato ker ne bi bil preveč zelen. Ne. Po drugi strani pa Tanja Fajon, ne, ki pa kaže zelo mil obraz na eni strani, na drugi strani ima pa izredno visoke karierne ambicije, to je pa na 100 kilometrov vidno. Ne. Že način, kako se je, bom rekel, prerinila v svojo lastno kandidaturo, ne, ker bi po moje presoji več bi imela za pokazati poslanka Kleva Kekuš, ne, ki je bila res marljiva miška, ki je delala in res nekaj naredila in tako naprej. Ne. Skratka, neverjetno je, kako nekateri ljudje res uspevajo, samo po drugi strani pa ne moremo reči, da je v tem smislu pa sama Bratuškova pa neka nedejavna, nedolžna ali pa trpna deklina, ki se ji pač dogaja karijera. Jaz mislim, da je ona tudi lobistično in karierno in tako naprej zelo ambiciozna. Ne. Kot vidiš, ima 6 življenj in še ni rečeno, da ne bo tudi to preživela. Ne. Skratka, to so, če pa črto potegnem, ne, pod geslom, ko vadi Slovenija, ne, v tej zgodbi ne vem, kaj je resnica, kaj je, veš, niti iz evropske strani, niti iz slovenske strani, niti iz strani Alenke Bratušek in njene skupine. Ne morem dati, nisem prepričan, mislim pa, da gre povsod pomalen za umazano igro in razočaranje tedna, v tem smislu za mene bi bilo, ne, da je očitno evropska politika popolnoma enak bazar kot na vzhodu, ne, na Bližnjem vzhodu. Mislim,
o transparentnosti, tudi ko govorimo o bolj ali manj agresivnih interesih, o bolj ali manj agresivnih lobijih, nikakor se pa ne moramo sklicovati na neka visoka demokratična načela. Mislim, razočaranje, če mene vprašaš. Ne. Črta. Tle je črta, na Quo Vadis Slovenija bi bilo pa še nekaj zapovedati. Ne? Če rečeva, da saj mislim, no, da je treba pač dati gospodu Zoretu priložnost, zato ker Slovenija dejansko potrebuje neko vrednostno središče, iz katerega se bojo napajale neke vrednote, ali pa če hočeš, da je treba luč prižgati v svetilniku, ki je ugasnil, ker je kljub vsemu pomemben. Ne, rekla smo, religije imajo eno veliko moč za generiranje ali pa za preprečevanje miru in teh zadev, ne, in v tem smislu vso srečo. Ne. Težko bi si pa, ne bi si pa oprostil, če zdaj v tem od srede do srede, ki ga imamo danes, ne bi na nek način opazil finančnega ministra Mramorja, ki je pač dobro tudi v Odmevih, spregovoril o proračunu oziroma o rebalansu proračuna 2014-2015, ki je sicer neka zelo suhoparna tema, ampak jaz sem pa vtis, da mož ve, kaj govori, ne, in da ve, kaj hoče, in da je to naredil na en umirjen način, ne histeričen način, in glede tega pogojno rečeno imam dobre občutke. No. Ja, mislim, tisto, kar mene skrbi, ne, je pa dejstvo, ne, ja, da številke, ki so srhljive. Številke so pa srhljivo visoke. Ne? Ja, vse zato. Ja. Ravno zato mi je bilo všeč, da je k stvari pristopil zelo racionalno in zelo umirjeno, ne? Ker veš, zdaj pa res ne rabimo histeričnega finančnega ministra. To je pa res, ja. Ja, zato gre. Ne? Hvala lepa. Hvala tebi.